Pozdravljeni! Po letošnjem 25. komentarju novic je prišlo na moj naslov izjemno zanimivo vprašanje. Namreč nekoga izmed vas zanima, zakaj lestvica zaslužkov voznikov Formule 1 ne odraža tiste lestvice talenta oziroma kvalitete. Preden se bom spustil v odgovor na to, po mojem mnenju, izjemno zanimivo vprašanje, bi rad poudaril še nekaj malenkosti. Najprej to, da moramo biti mi, navdušenci, izjemno pozorni na valuto. Namreč pogostokrat se zgodi, da v naslovu preberemo, da je nekdo podpisal pogodbo za toliko in toliko milijonov. Ampak v resnici je izjemno pomembno, da vemo tudi, o kakšni valuti govorimo. Namreč evro ni enak na primer ameriškemu dolarju ali britanskemu funtu. In če smo malček površni in pogledamo 2 oziroma 3 različne članke, kjer nismo opazili, da je tabela v drugačni valuti, bomo kaj hitro ugotovili, da številke ne kažejo tistega, kar smo si morda predstavljali. Prav lahko v nekem drugem trenutku, kolikor vse pretvorimo v eno in isto valuto, ugotovimo, da so tukaj podobne. In seveda, ker govorimo o milijonih, moramo vzeti tudi v zakup, da pride do kakšnega zaokroževanja oziroma ugibanja, kajti mi, navdušenci pravih številk, ne bomo videli nikoli. Zato moramo takšne in drugačne članke jemati z določeno količino rezerve. Ampak to ne pomeni, da tisto, kar vidimo v raznih virih, ne odraža tudi določenega resničnega stanja. Danes tu se ne bomo pogovarjali o tem, ali si Lewis Hamilton zasluži vse tiste milijone, ki mu jih tovarniška ekipa Mercedes vsako leto nakaže. Naprimer, vzeli bomo za primer njegovega moštvenega kolega, Georgea Russella. Po raznih tabelah je njegova letna plača okrog $5 milijonov. In to je seveda ogromna vsota, ne takšna, kot jo ima seveda na pogodbi Hamilton, ampak vseeno. Težava je v tem, da naprimer Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel ali Fernando Alonso zaslužijo bistveno več. Tistem, kar lahko prebiramo v raznih virih, zaslužita Daniel Ricciardo in Sebastian Vettel okrog $15 milijonov, Fernando Alonso celo 20. In če pogledamo rezultate na sami progi, ta razlika je malček neupravičena. Ampak zakaj prihaja do takšnih različnih pogodb in tako različnih nagrad? Najprej se moramo zavedati dejstva. George Russell je mlad voznik in ni dosegel tistega, kar smo videli pri Fernando Alonsu, Sebastianu Vettelu ali Danielu Ricciardu. In mnogi bodo dejali, res ni še postal svetovni prvak, mogoče bo. Ampak po drugi strani ne moremo tudi nekako tega argumenta rabiti v primeru Fernanda Alonsa. On je bil svetovni prvak, seveda v prvem desetletju novega tisočletja, kar je za Formulo 1 praktično že zgodovinsko dejstvo. Vettel je svoje naslove dosegel pred začetkom turbohibridne ere, kar zopet stavi to dejstvo v rahlo drugačno perspektivo. Treba se zavedati nekega drugega dejstva, da je George Russell dukt vozniške akademije tovarniške ekipe Mercedes. Z njimi ima podpisano večletno pogodbo.
In seveda, ko ni bilo prostora, naprimer v tovarniški ekipi Mercedes, so le-ti priskrbeli Georgeu Russellu sedež pri Williamsu. Njemu ni bilo treba iskati nobenega pokrovitelja. Tudi zaradi tega dejstva je primoran sprejeti nižjo plačo. Nič ni investiral vase, govorim, kar se tiče finančnih sredstev, zato tudi sedaj lahko sprejme nižjo plačo. Ampak to je samo primer, ki nam kaže, kako sistem v Formuli 1 deluje. Namreč podoben primer bi lahko vzeli pri Yukiju Tsunodi, po mnogih tabelah najslabše plačan voznik v sezoni 2022. On ima direktno zaslombo pri Hondi. In Honda, tudi če je odšla uradno iz sveta Formule 1, ga lahko še zmeraj podpira s kakšnim popustom pri dobavi pogonskih sklopov v sferi Red Bulla. In ker mu pomagajo v tem poizkusu v Formuli 1, se nekako tudi razume, da je njegova plača nižja, ker gre za voznika Honde z dolgoletno pogodbo. Ampak pri sferi Red Bulla lahko vidimo, da je to njihov koncept. Naprimer, prav pred kratkim smo lahko brali, da bo uradno Pierre Gasly tudi v sezoni 2023 pri Alfa Tauriju. Seveda, kam drugam pa naj bi šel, namreč on ima podpisano dolgoročno pogodbo s koncernom Red Bull, torej ne glede ali Alfa Tauri ali glavna ekipa Red Bull. Teče mu konec sezone 2023 in seveda, ker sta oba sedeža v glavni ekipi zasedena, kam bi pa lahko šel? Mnogi boste dejali, sedaj je uradno in z vami se strinjam, ampak tudi pred tem smo lahko tukaj upravičeno špekulirali, da kakšnih velikih razlik ne bo. Tudi po enakem principu smo lahko opazili, da je imel Lando Norris do podaljšanja pogodbe bistveno slabše plačilo kot naprimer Daniel Ricciardo. In seveda, Lando Norris je tudi produkt vozniške šole McLarena. Tako da sedaj razumemo malce ta princip. Ekipe investirajo v mlajše voznike, ko so še v nižjih kategorijah, Formuli 3, v Formuli 2, in ko jim uspe preboj v Formulo 1, dobijo zaradi tistih predhodnih uslug tudi bistveno manjše plačilo. Seveda, ukolikor je voznik uveljavljen, ima nek renome, privabi določene pokrovitelje, lahko vidimo, da je njegova plača višja. In sedaj še lep primer. Namreč zveneče ime voznika Formule 1 ima tudi izjemno visok komercialni potencial. Namreč imeti v ekipi Sebastiana Vettela, Fernanda Alonsa pomeni imeti svetovnega prvaka, imeti nekoga, ki je že dosegel zmage. In to se lahko odrazi tudi v finančnem aspektu. Namreč Fernando Alonso lahko ekipi Alpine nekako prispeva tudi kar se tiče same vidnosti v takšnih in drugačnih medijih. Namreč, ukolikor naprimer kupujete spominke iz sveta Formule 1, ste lahko opazili, da naprimer maketa bolida Fernanda Alonsa je kdaj pa kdaj bistveno dražja od pravzaprav iste makete, ki ima številko Estebana Ocona, in podobno velja naprimer za Sebastiana Vettela in naprimer Lensa Strolla. Tudi zato prihaja do takšnih razlik, čeprav ta zadnji argument ima sorazmerno kratek rok trajanja. Videli smo naprimer pri McLarenu, kjer je Daniel Ricciardo tisti, ki s slabimi rezultati v tej sezoni lahko v naslednji bo doživel tudi padec same plače. A lep primer je tudi
tisti, ki se je zgodil pri ekipi Williams. Letos je k njim prišel Alexander Albon. Zopet voznik, ki je bil vzgojen v sistemu Red Bulla. In uradno se je moral ločiti od Red Bulla, čeprav smo videli, da na njegovi čeladi zmeraj kraljujejo napisi te energetske pijače. Namreč pri Mercedesu niso bili zadovoljni, da nekdo iz konkurenčnega tabora bo lahko dobil podatke o njihovem pogonskem sklopu. A brez skrbi, uradno so se ločili, a kljub vsemu ima Red Bull še zmeraj opcijo pri nadaljnjih pogodbah Alexandra Albona. To ni prvič. Se spomnite Danila Kvyata? Ko je zapustil sfero Red Bulla, je šel za sezono k Ferrariju, kjer je bil voznik simulatorja. V isti sezoni se je zopet vrnil v Alfa Tauri, ker je vse izkušnje, ki jih je dobil v Maranello, verjetno tudi sporočil bivšim novim delodajalcem. Zato v svetu Formule 1, ko gledamo neke lestvice zaslužka, moramo pravzaprav razumeti tudi, kaj je v ozadju. Kdaj pa kdaj res ne odražajo tistega pravega razmerja sil, a po drugi strani nam lahko tudi povedo, koliko je bilo investicij v predhodnih sezonah in ukolikor je nek voznik produkt določene vozniške šole, ki pomeni avtomatično, da bo lahko imel nižjo plačo. Seveda, dokler ne bo postal na primer svetovni prvak. Lep primer Max Verstappen. A to nam tudi kaže, kako je svet motošporta v bistvu nepošten. Vodilni v Formuli 2 ni član nobene vozniške akademije in videli bomo, ali v naslednji sezoni bo Felipe Drugovich sploh dobil kako možnost se pokazati v Formuli 1. Mogoče samo kot testni voznik na petkovih prostih treningih. Tem, ko so že aktualne govorice, da Oscar Piastri v naslednji sezoni bo namesto Nikolaja Latifija pri Williamsu, ampak pod pogodbo Alpina in zanimivo bo videti, za koliko denarja, predvsem v primerjavi s tistim, kar bo zaslužil tudi v naslednji sezoni Alexander Albon. A to je kratka razlaga tistega, kar menim, da je primeren odgovor za dano vprašanje. Za danes bo kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda naslednjič.